Planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami ni nikakor pisano samo za eno kategorijo. To so invalidi nasploh in osebe s posebnimi potrebami nasploh. Glavni cilj projekta je ponuditi vsem invalidom gibanje v naravi, možnost doživljati naravo. Da bi se invalide in osebe s posebnimi potrebami jih pripeljalo do enega roba, do kjer zmorejo. Tudi vsi pravijo, oni ne zmorejo. Ne? Ni res, ne. Vsi zmoremo. Ne? Tudi na vozički smo videli, zmorejo. Ne? Zakaj ne bi njim primerno vključevali v skupine in v življenje? In da se lažje nadihamo, pa da se malo pomirimo, pa da se imamo fajn. Rabimo zrak, rabimo sonček, rabimo energijo za življenje. Gibanje omogoča inkluzivnost, nikogar ne izključuje in vsakemu da možnost, da svoje potenciale tudi dvigne. Tole recimo je ena taka življenjska priložnost iti v hribe. To bojo take življenjske izkušnje. Pa video razgled, ki ga drugače ne. Problem danes je bil prvič po blatu se peljati, po snegu se peljati, v hrib. Vsi so bili prestrašeni, ampak smo bili lepo en na ena. Narava nam lahko da možnost, da zelo napredujemo na tem gibalnem področju, senzornem in pa seveda absolutno tudi socialnem. Srečaš mnogo lepih, luštnih ljudi, kljub temu, da ne govorijo, kljub temu, da ne morejo hoditi, pridejo zelo daleč, so veseli, ponosni. S to različnostjo se mi zdi, da bogatimo vse skupaj in da lahko z veliko idejami, ki jih imamo, ustvarimo res nekaj lepega. Izdali smo priročnik In planinec, ki je namenjen predvsem strokovnim delavcem. Izdali smo dnevnik In planinec. Dnevnik In planinec pa je namenjen invalidom pohodnikom. Potem smo izpeljali že pilotno usposabljanje, par inkluzijskih pohodov. Najbolj obiskan je bil na Gulte, ker nas je bilo 124. Naš naslednji korak je učbenik In planinec, ki bo razširjen. Začeli bomo izdelom spletne aplikacije za planinske poti za invalide in osebe s posebnimi potrebami. Preko pohodništva in preko športa se povezujemo z različnimi društvi, zvezami, šolami drugimi in skušamo poiskati poti, načine, da se naši učenci čim bolj aktivno vključujejo v različne dejavnosti. Da bi dosegli inkluzijo, je bistvo, da se neinvalidi osvestijo in z njimi je treba začeti. Pri sprejemanju drugačnosti je pomembno, da znaš videti, počakati, da tisto, ko najrajši delamo, ko sodimo, da pustimo ob strani. V Mavrici imamo drugače, tako bom rekel, miselno, umsko in v bistvu tako, ko pa prideš pa v naravo, je pa dejansko fizično se utrudimo, v bistvu prijetno utrudimo, tako da je pa so večeri pa prijetno utrujeni.